Gospod Rosenfeld, vi v vsem času vašega sodelovanja z podjetjem Kolonel v prvem koraku, v drugem koraku, lahko zatrdite, da ves ta čas niste vedeli, da je gospod Šrot lastnik Kolonela? Nisem vedela, da ima pogodbo, da je lastnik Kolonela, da jo je kupil, da je notarsko overjena in kdo jo je stavljal. Nisem vedela. Nisem vedela, da je pri notarju, nekaj sem prebrala, da je pri notarju tu zgore ali spodaj, sem debelo bila začudena. Nisem pa šla notarju vprašati, če je repa. Jaz sem vam te vprašam, v vseh teh prvem prevzemu, drugem prevzemu in tako dalje, ste vi kontaktirali, se pravi, z gospod Rakovič, ali ste kadarkoli vi kontaktirali v teh letih glede teh zadev z gospodom Šrotom ali ne? Z gospodom Šrotom sem kontaktirala v zadevah, ki jih je naročil. To so zadeve, ki se tičejo Pivovarne Laško in skupine Pivovarne Laško. Smo kontaktirala in smo seveda naša družba upravljala tudi nekatere borzne posle povezane s temi družbami. Kakšen odnos je stavil gospodom Šrotom? Poslovno. Boste še in pod kakimi pogoji boste še sodelovali z gospodom Šrotom, potem, ko ste ugotovili, da vam je določene zadeve prikrival očitno? Gledajte, kako lahko s tako stranko zdelaš? Lahko nekaj razjasnimo. Po zakonu o gospodarskih družbah je ta družba ni javna družba. A je tako? Kolonel ni javna družba. Lastništvo nad Kolonelom je bilo fiducija. Gospod Šrot je imel vso zakonsko, ustavno in pravico po ZGD, da je to razkril ali ne. To so mnenja visokih pravnih strokovnjakov, če imenujem visoki, zelo, zelo dobrih, ki so pisali zakonodajo in to tako komentirajo. Verjetno bodo tudi da javno, če jih boste vprašali. Menim, da gospod Šrot ni kršil nobenih nemoralnih, nefinančnih zadev in jaz na njega nimam biti zakaj jezna. Z njim bom sodelovala, zelo velikim veseljem, ga zelo spoštujem, če me bo k sodelovanju povabil. Torej ne obžalujete tega, če bi se to prej vedeli, bi šli vseeno v posel? Če bi čebula bila gula, bi bila brez čeja. Gledajte, jaz sem profesionalec, da sem posel naredila. Tega nisem vedela, gospoda Šrota spoštujem, ni kršil z moralnega vidika nobenih. Ima pravico. Po celem svetu imaš pravico biti fiduciar. Ni lastnik. Zakaj pa je Pavel v prvem odzivu na razkritje dejal, da je to že vse skozi znano? To pa bi morali njega vprašati. To pa jaz ne bi vedela njegove izjave. Koliko je pa poštena vrednost Kolonela, po vašem mnenju, 31. 20.000 evrov. Se upate trditi, da ni res? Ne preverim. Res? Boste lahko, boste k meni prišel vas skupaj, vam pokazala. Ko ste kontaktirali gospod Rakovič, ali ste kadarkoli z gospodom Šrotom kontaktirali o vseh teh zadevah, se pravi z družbi Kolonela, ali ste kdaj ali ne? Ne ve, kako je bil financiran prevzem. No, mislim, da to vprašal, če ste z njim kontaktirali kadarkoli glede tega projekta. Glede tega projekta sva komunicirali izključno z Danielo Rakovič. In nikoli za gospodom Šrotom? Ne, ko sva obe profesionalno, jaz ne, če pa je ona, pa je vprašala.